v Sloveniji. Zdaj, če pa pogledamo umrljivost, pri moških zaradi raka, se pa uvršča na drugo mesto. V primerjavi z Evropo je Slovenija tako po pojavnosti raka prostate kot po umrljivosti nad evropskim povprečjem. In čeprav velja, da je rak prostate bolezen z dobrim preživetjem, je v letu 2021 zaradi raka prostate v Sloveniji umrlo 488 moških. Potrebno je poudariti, da je, ko govorimo o napovedi preživetja pri raku prostate, ključen stadij bolezni. Podatki iz registra raka namreč kažejo, da je bilo recimo v obdobju 2012 do 2016 petletno preživetje za tiste bolnike, ki so imeli bolezen omejeno na prostato 98%, za tiste bolnike z razsejano boleznijo pa 29%. Ne glede na to, da se preživetje izboljšuje, pa je vendarle stadij ob diagnozi ključen. Vemo tudi, da raka prostate ni mogoče preprečiti, ker zaenkrat ne poznamo učinkovite primarne preventive, torej učinkovitih ukrepov za preprečevanje tega raka. Bolezen tudi nima nekih zgodnjih kazalcev, se pravi nekih zgodnjih simptomov in znakov, da bi jo odkrili v zgodnji fazi. Tudi zato je tako v Sloveniji kot drugod v Evropi razširjeno tako imenovano priložnostno presejanje, se pravi, da se zdravim moškim naključno določa vrednost PSA. In kot smo že danes slišali, žal to ne znižuje umrljivosti, tako kot bi si želeli. Hkrati pa predstavlja tveganje za prekomerno diagnostiko in morebitno tudi prekomerno zdravljenje. Zdaj, prav to prekomerno diagnostiko lahko zmanjšamo, če presejanje organiziramo, in sicer na način, da se na nadaljnjo diagnostiko usmerja tiste moške, pri katerih je tveganje za rak prostate večje. Na ta način seveda kljub temu pa še vedno diagnosticiramo skupino moških za rakom prostate, ki jih ni potrebno zdraviti takoj. Torej, tiste bolnike, tiste moške, ki jih diagnosticiramo z zgodnjim rakom, lahko nekatere samo aktivno spremljamo in zdravljenje odložimo, s tem pa ne vplivamo na samo preživetje, odložimo pa morebitne težave, ki jih vsako zdravljenje lahko prinese. Zdaj, vesela sem, da bo v Sloveniji že v letošnjem letu pričela teči raziskava, ki jo snujemo v sodelovanju s tujimi strokovnjaki in tudi s podporo našega Ministrstva za zdravje, kjer bomo povabili k sodelovanju naključno moške med 50 in 69 letom starosti. In sicer bodo povabljeni na odvzem krvi, določila se bo vrednost za prostato specifičnega antigena in glede pri tistih moških, ki bodo imeli povišeno vrednost, torej večje tveganje za rak prostate, bodo potem usmerjeni na dodatno diagnostiko. Eden izmed korakov bo določitev velikosti prostate z ultrazvokom preko trebušne stene, torej gre za neinvazivno diagnostiko, in pri tistih, kjer bo tveganje večje, bodo potem usmerjeni naprej na magnetno resonanco. In šele po magnetni resonanci v tistih primerih, kjer bo to indicirano, bo potem sledila biopsija prostate, torej sama potrditev bolezni. Tako da mi pričakujemo, da bo analiza rezultatov te raziskave izhodišče potem za oblikovanje pilotne raziskave, kot je omenila že docent Ivanuševa, za naprej v našem prostoru in kasneje tudi za samo oblikovanje programa. Zdaj, pričakujemo, da organizirano presejanje zmanjša delež napredovalih stadijev in ravno to so tisti stadiji, ki slabo vplivajo tako na napoved preživetja, kot tudi na kakovost življenja bolnikov. Ne pričakujemo pa zmanjšanja pojavnosti, ker kot sem že omenila, pač raka prostate zaenkrat ne znamo ustrezno preprečiti. Kar se pa tiče samega programa v prihodnosti, seveda tukaj pa potrebno tako
seveda politična odločitev, neko soglasje vseh, ki smo v to vpleteni, in pa seveda je zelo pomembno za recimo nek učinkovit program v prihodnosti tudi odzivnost samih moških. Pri prostati bi pa mogoče poudarila še to, da bo potrebno, če bomo imeli še tako učinkovit program, ne bo dobrih rezultatov, če ne bomo hkrati omejili tudi tega priložnostnega presejanja, in pa seveda uspešno vključili aktivno sledenje za tiste oblike raka, ki ne zahtevajo takojšnjega zdravljenja.